Zgodaj si kar začela, a? Ja. Seveda. V bistvu sem začela že pri 15. Pri 15. Posodo pomivati v menzah. Veš kako je, ne? Prišli smo v Slovenijo, mi smo živeli dobesedno na začetku ene kleti in cilji so bili kar visoki in jaz se pač nisem nekakor hotela zadovoljiti s tem, a to je pa to. Gremo naprej in še danes se ženem, vedno se ženem naprej, ne. Zgodbe ljudi so različne, ne? Nikoli ne veš, kdaj boš koga zadev v tisto hilovo tetivo. Tako da sej Danica res, da je zelo komunikativna, dosti pove vse, ne? Ampak še vseeno sem tukaj toliko videla, ne, da sama začne sama pove, ne. Največji cilj v bistvu mi bil pri 26 letih, ko sem imela ful močne depresije, veš. Ja. In sem rabila nekako se takrat rešiti teh mojih problemov, ne. Ja. In sem začela delati NLP na sebi prvo, ne. Brala knjige, delala sama sebi coachinge in vzela si 2 leti off, zato da sem v bistvu danes to, kar sem zato tega, ker sem pri 26 začela preokvirjati. Temu posledično sem pa ugotovila, da ljudem pomagam in sem pa napeljala na to, da zdaj pa to delam. Mogoče danes dajem občutek, kakor da je moje življenje bilo pravljica, ampak je daleč od tega. Za mano je veliko enih preizkušenj in težkih obdobij in tudi lepih obdobij, ampak ne bi nič zamenjala, ker sem hvaležna vsem trenutkom zato, ker sem danes to, kar sem. A pa si tukaj v bistvu navadila svoje kuharske sposobnosti? Ne, kuharske sposobnosti mene so moji starši vzgajali že od majhnega, da bom žena. In so me učili že od majhnega, jaz sem že, ne vem, to pri nas, veš, pač rečemo Balkanke, ne, se dosti hitro navadimo kuhati, ne. Tukaj je pa pol sam nadgradnja tehnike. Si upgradala? Upgradaš se tukaj, ne. Tako da tukaj sem se bolj naučila strešiti pa biti. Ja, nekako višji nivo, nisem juha, golaž pa to, ampak nekako se naučiš, upgradaš tisto svojo postrežbo in kuhanje. Tukaj moraš biti zelo močna osebnost, borbena osebnost, ki prideš iz neke druge države, s trebuhom za kruhom, tako rekoč, ne. In tukaj pa je res prišlo do izraza njen preživetveni duh, borbenost in to, ne. Kako si ti Si šla res tako iz tistega, od nule pa gor. Se pravi, začela kuhna, strežba, spoznala to, videla kako, pa si šla tukaj upgradala za temi bolj protokolarnimi zadevami, in pa si šla pa še svoje. The best. To je vedno tako. Fino. Ja. Ne si šla kar tako, lepo. Se v življenju treba izkoniti, se prav padla sem tudi doskrat, veš. Padla sem doskrat, nisem bila skozi na gor. Telebala sem jaz kar doskrat, na rit sem pomembna, da sem se pobrala, pa rekla, ok, kaj sem se naučila iz te lekcije, gremo naprej. Ja, tudi jaz sem bil, bom rekel, na dnu, tudi jaz sem bil v osebnem stečaju, v bankrotu, ne. Tako da takrat je bil res tista življenjski izziv, kako prebrodati vse to. Takrat sem kar dosti knjig požrl, če lahko temu tako rečem, in tudi takrat sem se nekako podal na to poduhovljeno pot oziroma tudi začel te reiki terapije. V prvi vrsti, ja, da sem sebi pomagal, v drugi vrsti, da sem takoj lahko nudil to pomoč, suport malim dvema. A lepotne salone si imela? Ja, to je bilo kar moj del. Tu sem imela jih kar 12 let sem jih imela. Lepotne salone? In to si bila kot manikura, pedikura? To ženske zadeve. Se veš kako, sprobavali smo se. Tako da ja. In pa si pa res videla, da ti leži pač ta pomoč drugim. Ja. Da hkrati, ko drugim pomagaš, sebi pomagaš in se izpopolnjuješ. Mislim tako, jaz delam te coachinge z ljudmi in jaz vodim delavnice. Moja strast je pa že od nekdaj humanitarno, ko pomagam ljudem, ne. Tako da tudi tukaj je ena veja, ki me to v bistvu, ne da me veseli, ampak tista plemenitost, ki ti človeku nesebično pomagaš, to je pa tisti občutek res dober občutek. Ja, nesebičnost je res ena velika vrednota, ki se jih premalo ljudi zaveda. Jaz sem pogled na to spremenil dol, ko sem bil na misiji, ne. Ko ti vidiš tiste hiše, ki so res iz blata pa slame narejene, ne. Ja. 2krat na dan imajo elektriko po 2 ure, vidiš tiste bose otroke, ki ti takole delajo, pa si res zamisliš, kam bomo mi tukaj v Sloveniji, koliko nam je stvari samoumevnih.
Sploh pa da ne omenjam, zakaj se mi za brezveznih stvari, hinavšne, zahrbtnosti, neučljivosti izbavamo med sabo. Ja, res je, se strinjam. To je že velik plus, da imamo oba dva tak pogled, da pomagaš nekomu, da ponudiš roko, ramo. In ko se je enkrat, tako Danica kot jaz, sva bila na dnu, mislim, da se je šla v tistih težkih časih sama čez tisto, ne, da ne je to toliko bolj ojačal, trdo kožo dal, oziroma izostril ta humanitarni čut, oziroma ta čut za nesebičnost. Lej.